Dobrodošli še enkrat, dober večer. Tudi dobrodošli tisti, ki ste že drugič z nami. Danes pa ne bomo kamere ugašali. Jaz imam tak občutek, da če na kameri vidim, da imam občutek, da se z vami družim, da tudi vas vidim, kar mi je blazno všeč. V glavnem, z navdušenjem do uspeha. Vodenje samega sebe in vodenje ljudi pod sabo. Kakorkoli se to teoretično sliši in tudi teorijo mogoče kdo od vas še bolj pozna, ampak tudi teorijo poznamo, ampak danes se bomo ukvarjali s prakso. S prakso in pa seveda v prvi vrsti z izbiro. Se pravi, kadarkoli se jaz česarkoli lotim v življenju, si dam lahko izbiro. Lahko izbiram, ali bom do tega navdušen, ali bom do tega odbijajoč, kakorkoli, pot bo na koncu ista, samo ena bo neprijetna, druga bo pa prijetna. Se pravi, sam izbiraš. In pogosto se že slišali izraz, ko pravijo, bodi vodja takšen, kot bi rad ga ti imel. Se pravi, da kadar vi vodite, ne bo družina, ne bodo otroci, ne bo družba, ne bo vaš tim v podjetju ali pa da ste direktor velikega podjetja, se v principu včasih je dobro malo ogledalo pogledati. Se vprašati, kako bi pa jaz odreagiral, če bi mi nekdo nekaj takega rekel, recimo. In zato mi gre zmeraj, kadar se o tem razmišljam, mi gre v glavo ta, ko pride klient psihoterapeutu, en primer iz prakse. Pride psihoterapeutu in prav, jaz sem tako nesrečen, jaz sem skozi depresiven, sploh se ne znajdem, ne vem, kaj ne naredim. In mu prav psihoterapeut, gospod, zamenjajte družbo. Prav, ali sem skozi sam? Ja, rekel, vse to vam hočem povedati. Vi ste samo negate, samo govorite negativno in ste pač zapadli v to neko čudno situacijo, ki ni prijetna. Se pravi, včasih se moramo sami sebe tudi malo vprašati pa razmišljati o tem, kaj pa tebe navdušuje, kako pa do tega prideš in tako naprej. Največji štos je v tem, da imam prijatelji, ki so bili kot majhni, vedeli, kaj hoče v življenju postati. In potem obstajamo mi, navadni ljudje, ki pa dolgo časa nismo vedeli, kaj bi radi počeli. In to navdušenje je zelo zahtevno. Oprosti, zdaj pa bila spet prekinitev, nekdo išče link. Dobro, ok, dajte pomagati nekomu, tisti, ki ste mogoče blizu z nekom, dajte mu pomagati. Gremo naprej. Na začetku, kot prvi slajd prav, small talk, govorili bomo o situacijah in o navdušenju. Če zdaj jaz gledam navdušen ali pa karkoli, ali pa če gledam turomen, je zdaj stvar seveda v pogleda. Za nekoga sem premeren, za nekoga sem preveč živahen, meni dostikrat rečejo v coachingu ali pa v mentoriranju pa rečejo, ti si tako ameriški. Kako mislite ameriški? Oni so tako navdušeni. Mislim, jaz do tega nimam nič. Jaz sem navdušen in ne kopiram ne Američane in ne nobene druge, ampak kopiram majhne otroke. Meni so največji navdušenci majhni otroci. Ko ga vprašaš, kaj si pa narisal, ko ga vprašaš, kaj si pa je to iz Lego kock sestavil, on ima take oči in ti razlaga. In to je naravno navdušenje. In tega nam postopoma s časoma zgleda, da zmanjka. Zato se danes o tem pogovarjamo. In čakajte sem, da vam jaz obrnem kakšen slajd, ki tega tudi ne znam, ampak recimo. Danes bi najprej rad z vami diskutiral na tak način, kot lahko v tem cyber svetu lahko, o tem, kakšna je razlika med motivacijo in kakšna je razlika med navdušenjem. Kaj je motivacija in kaj je navdušenje? Motivacija je gonilo ali pa en proces, da pridemo do nekega cilja, nek fokus, ki si ga zadamo. Zdaj, to poznate vsi. Zdaj, motivacija je lahko tudi negativna. Se pravi, nekdo je motiviran, da bo nekomu, ne vem, kaj žal storil. Tudi to obstaja. Navdušenje pa je zdaj verjetno samo, ne vem, zdrav človek je navdušen zmeraj v pozitivu. Nekaj pozitivnega, nekaj me navdušuje. Recimo, moj prijatelj Robi Špiler, Vrtobilja, če poznate slučajno na Facebooku, so zelo stjašosti, on se kar smeji, tukaj je navdušen, recimo, ne vem, ko paradajz raste. To je tisto pristno navdušenje, kjer pa pridemo do neke višje stopnje od zanimanja. Lahko te zanimajo avtomobili, ampak ko vidiš res eno raketo, hudo rečeš, to je navdušenje. In zdaj, kako v svojem življenju, v tem navdušenju ne manipuliraš, kako z njimi igraš svojo igro življenja. Večina ljudi pravi, kako ne bom navdušen, tu je šiht, tu je delo, tu je, ne vem, odgovornost. Točno o tem govoril. Moja največja napaka je bila,
da jaz tega nisem razumel in potem kot vodja nisem znal ljudi prav voditi. Zdaj pa, vsi poznamo teorije po McGregorju, pa po Maslowu, poznate te stvari. In jaz o tem ne bom govoril, če nekoga zanima teorija o motivaciji. V navdušenju boste zelo malo najdeli. Dajte pogledati, ne vem, v knjižnico, dajte pogledati ene stvari, ampak se bojim, da ne boste prišli do tistega, kar bi vi pričakovali, oziroma jaz vam tudi danes na tem seminarju bi rad povedal nekih praktičnih korakov, ki jih lahko jutri implementirate v prakso, ki jih lahko jutri uporabite v svojem življenju. Se pravi, jaz kot vodja sem imel problem, preden se je ta napaka zgodila s tem, se vam še enkrat opravičujem, sem imel težavo, da sem imel sabo v ekipi ljudi in jaz sem bil zelo motiviran, zelo navdušen nad vsem, potoval po svetu, pripravljal ponudbe, govoril z ljudmi, iskal nove ljudi in oni so nekako trpeli zraven mene. In jaz tega nisem mogel razumeti, kako jih ne morem njih prepričati. Jaz tako rekel, postavili smo si cilje, dajmo zdaj slediti te cilje, dajmo poskušati, kaj boš ti naredil, kaj lahko jaz naredim. Ne? In sem ugotovil, da sem jaz nekje tako na enih 38 stopinjah v prostoru, oni so bili pa na 16 stopinjah v prostoru. Se pravi, problem je bil, da sem jaz, ne vem, mogoče izhajal preveč z obrtniškim principom dela. In sem veliko stvari, preveč stvari naredil sam. Nisem jih vključeval v svoj biznis. Nisem jih, daj to, lahko ti unga pokličeš, lahko ti to pripraviš. In tle sem imel problem, da nekako se nismo razumeli. Oni so bili totalno, jaz sem rekel, so leni, ne? Zato sem prej omenil po McGregorju, veste, ko je on rekel tista teorija X, ljudje so leni, treba jih je prisiliti. Ne? Pol je imel to teorijo Y. Ljudje so pridni, potrebujo vodjo, da jih vodi. Ne? In potem je ta še metoda oziroma teorija Z, ki pravi, ljudje bodo postali delovni, če jih bodo voditelji priprave z nekim vrednotam do tega, da bodo lahko počeli s nekim smislom. In evo, največji izziv je bil, da jaz recimo teh 7 korakov, ki vam jih bom danes razložil, nisem znal nikakor implementirati v prakso. Na vse to sem pomislil, da so ljudje leni, da jaz narobe delam. In v principu je bil največji problem v tem, da sem bil jaz tako, veste, ko zamudite na žur, pa prideš na žur čez 2 ure, vsi so že malo tako veseli, razgibani, ti pa prideš tam not, pa kar skačejo, pa reče, my God, ne. In meni se je to skozi dogajalo, jaz sem bil skozi nahajpan, napolno, ampak zaradi sebe, ne, jaz sem sam sebe hotel dokazati, ne. Oni so pa me gledali, so rekli, kaj pa je s tabo narobe, kam pa noriš, ne. In to se v življenju dostikrat zgodi, tudi doma, recimo, rečete, shujšal bom, rečete, ne vem, nekaj skopal bom jamo, da bom bazen naredil, ribnik, ne vem, nekaj, prav fokus, dajmo to narediti, ne, in ljudje te gledajo, kdaj se bo to končalo, si naporen, celo hišo premečeš, zjutraj ne zbujaš ob 5, kaj je tebi narobe? In zato je včasih se treba postaviti na drugo situacijo. Se pravi, vam bom čez korake vse povedal. Ampak vam pa moram povedati še eno stvar, ki mi je zelo pomembna, posebej v poslovnem življenju. V poslovnem življenju z leti dobimo tudi nekaj ljudi ali pa nekaj situacij, ko imamo občutek, da so nam ljudje fovš ali da so nam nasprotniki, da nam hočejo slabo. In zato danes ta webinar na temo navdušenja je, ker kadar hočete nekaj spremeniti, se pravi, s tisti, ki so vam negativni do vas, itek z njimi ne ukvarjate, ki je brez veze. Bože se ukvarjate s tistimi, ki vam dajo podporo, ki radi z vami delajo. Ampak za tiste, ki so pa negativni, je pa najbolj jih razjezi vaš uspeh. In zato smo danes tukaj. Z navdušenjem narediti korake in vaš uspeh bo potolkel tudi te. Ni nič cilj, ampak vam moram povedati. Zaradi tega, ker se veste, v Sloveniji smo zelo radi fovšni en drugemu in glejte, samo vaš uspeh bo mogoče nekomu nagajal. To je tako, če sem jaz jezen na vas, vi nič o tem ne veste, jaz pa trpim. In zdaj, če je nekdo fovšen na vas in poste še bolj uspešni, zdaj tako, tisti, ki je normalen, bo rekel, daj mi nekaj boje, kako ste uspel, pomagaj mi, jaz bi tudi rad uspel. Tisti, ki pa ne, bo pa itak brez veze. Ok? Gremo naprej. Naslednja situacija je pa tako, gremo na prvi korak. V vogalčku spodaj boste videli 1. Tako da ne se bati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po celem procesu vas bom peljal, ne morate se zgubiti, pa tudi, če se zgubite, imamo na koncu posnetek,
pa tudi lahko nam na koncu še napišete kakšno vprašanje. In poglejmo zdaj foro. Prodaja vizijo. Lider, vodja z navdušenjem prodaja vizijo. Ok, kaj to zdaj pomeni? To pomeni, da ne morem jaz navduševati vas, če sem jaz žalosten, lahko pa najprej navdušim sebe in potem to navdušenje prenesem druge. Ok, kadar hočemo motivirati nekoga, zdaj najboljši primer v življenju, če še niste imeli težkih primerov, so sigurno najstniki v začetku pubertete. Ja, ne zanima nič, povedati mu moraš nič, koga ki vprašaš, vse mu je beda, vse mu je dolgčas. Če njega lahko motiviraš za nekaj, si na dobri poti za strokovnjaka za navduševanje drugih ljudi. Res. In, glejte, vodja mora prodati vizijo. Vizijo v tem smislu prodati. Zakaj pravim prodati? Vsi reče, ne bom jaz nič kupil, kaj mi spet prodajaš, kaj mi spet nekaj vlečeš na stvar. Prodati v tem smislu, da jaz verjamem v to, da to pomaga mojemu kupcu, našemu podjetju, meni osebno, tebi, moj kolega, kakorkoli. To ne morem štartati, mi imamo plan narediti x denarja in dajmo zdaj mi z navdušenjem ta denar loviti. Denar je vedno posledica. Tako kot sem vam prej rekel, kolega Robi Špiler, Vrtobilja, paradajz, navdušenje nad paradajzom. Denar je posledica dobrega dela. Ni fora v tem, da sledimo tisti cilj. Zakaj? Zaradi tega, ker biznis je tekma, ki se nikoli ne konča. To tudi niste prvič slišali, ne? Če grem jaz na tekmo teči maraton, pretečem maraton, grem čez cilj in opa, super, evo, pivo, malo pa debatirati z ljudmi. V biznisu je kaj? Spet je naslednji dan, spet je naslednji mesec, spet je novo leto, pa je šel števc na nula, pa spet moramo delati. Prodati vizijo nekomu naprej je pa zafrkano. Ampak bom povedal kako. Samo eno stvar še pred tem. Kadar vam nekdo hoče prodati vizijo, rečete, mater je ego, to je pa napuh, on je pa... In dajmo v tem egu samo malo trenutka si vzeti v tem egu, preden gremo v ta del. Ego ni slab. Ego ni slab. Obstajajo pa ljudje, ki so visok ego, pa delajo slabo. To treba ločati. Glejte, če mene operira na srcu zdajle srčni kirurg, jaz hočem, da je on velik ego. To pomeni, da on ne reče, kaj če zdaj, če to ali to, ne vem, da je nek dvomljivc. On ima, da je siguren, prepričan, bam, to naredi in jaz preživim. Ko on enkrat skepso, se jaz že bojim. In zdaj, ko govorimo dober ego in slab ego, a vsi imamo ego, ne se skrivati, je fora v tem, da slab ego je pa tisto, ko te, zdaj, moderna beseda mobbing, ko te skozi nekaj zaničuje, ko te skozi nekaj pritiska, kakorkoli. Vsakmu se je že to zgodilo, verjamem, da verjetno je toliko, kar vas je toliko zgodb je zadaj. Pri situaciji slabega ega je pa obstaja rešitev. Zato to zdaj govorim, da bi vam povedal, kaj lahko naredite, kadar je nekdo negativen do vas. Najbolj ga boli, če ste vi pozitiven. Zdaj pa, ja, Robert, nabijaš, ne? Je zdaj nesramen, jaz bom zdaj pa prijazen. Glejte, obstaja en stavek, ki ga jaz dostikrat v praksi uporabim in ljudje rahlo šokira. Zato sem tudi na začetku rekel, da bodo te točke rahlo šokantne. Kadar me nekdo napade, včasih ne poslušam, kaj je rekel, ampak se sprašujem, zakaj je on meni to rekel. In stavek, ki ga pri visokem, slabem, negativnem egu uporabim, je, zakaj tako dober človek, kot si ti, reče meni nekaj tako grdega. In to običajno te ljudi šokira, ker oni so prepričani, da so dober človek. Ampak če govorite, kakšen konj si, nisi nič naredil, ko zamujaš, Oprostite, so dejstva, če zamujate. Ampak če zamujate z nekimi stvarmi zaradi nekih razlogov, kot bom še naprej govoril o tem, pa je vprašanje, vi obadva morate vedeti, kdaj je človek šel čez rob. Kadar je šel čez rob, je pa najboljši stavek, tako sem rekel. Zakaj ti, tako dober človek, tako grdo govoriš meni? Takrat se zmrdnejo, jih preseneti in zato je pomembno, da tudi z težkimi egi znate sodelovati. Prodati vizijo je pa štos, vam bom kar povedal, v zgodbi. Storytelling. Dober vodja se mora naučiti zgodbo govoriti. O tem bomo še naprej govorili o času in podobnih stvareh, ampak poglejte, kadarkoli jaz začnem z zgodbo, sodoben človek potrebuje podporo, da uresniči svoje sanje.
Pogovarjam se s človekom o njegovih ciljih, željah in o njegovi prihodnosti. Pomagam mu narediti načrt in ga bodrim, da ta svoj načrt tudi izpelje, cilj, željo doseže. Govoril sem o mojem biznisu. Najprej sem povedal, čemu to delam, potem sem povedal, kaj pravzaprav delam in na koncu, kako to delam. Mogoče je bilo zdaj prehitro za vas, ampak sem povedal ene vrste zgodbo. Če bi vam jaz našteval ene stvari zdaj, je znanstveno dokazano, da kadar naštevamo besede, si jih zapomnimo cirka 13%. Kadar jih pa povežemo v eno zgodbo, si jih zapomnimo 93%. Se splača zgodbo povedati? Mislim, da ja. In zgodbo, kdaj pa zgodbo povemo? Če želimo prodati vizijo, je fajn, da povemo, kaj mi želimo doseči, kako bo takrat, kako bo potem. In najprej, če sebi to razložim, če jaz sam sebe prepričam, da vem, kako bo takrat, kaj si želim, je to že velik korak. Potem mi je tako kot majhen otrok, ki ga vprašate, kaj z Lego kock naredil, imam take oči in razlagam naprej. To ima smisel. Kdaj pa uporabite to? Vam čisto povem iz prakse. Pri prodajanju vizije, misije, želje, kaj bomo mi počeli, ali pa kako bi jaz navdušil kolege, da naredimo nekaj skupaj, lahko to popolnoma brezplačno, ne gre za biznis, lahko gre čisto za eno preprosto, dajmo nekaj ustvariti. Kdaj je prav, da začnem zgodbo pripovedovati? Kdaj moram kot zgodbo govoriti? Vedno. In še druga stvar, zdaj bom pa povedal, kdaj zgodbo še uporabite, pa ni nujno, da smo v taki situaciji. V prodaji uporabljamo zgodbe, pri vzgoji otrok uporabljamo zgodbe. Kadar postane srečanje napeto, če smo na sestanku in se mi zdi, da nekaj ni bilo prav, pejte v zgodbo, pejte osebno zgodbo. Meni se je to zgodilo, potem sem tako naredil, potem sem tako končal. Vsi mi to delamo. In pri vodenju ljudi je ključno povedati nekaj v enem zelo smiselnem sklopu v zgodbi. Zdaj, še kadar z ljudmi delamo, tudi uporabimo eno zgodbo, kadar nič drugega ne deluje. Kadar, ne vem, posto ljudi izkoriščajo ukaz in potem nič ne deluje, pa so živčni in takrat je najboljše povedati nekaj v zgodbi. In pa seveda pri coachingu z ljudmi je treba zgodbo povedati. In ta zgodba mora biti njihova zgodba, ne tvoja, ampak skozi izkušnje mu lahko poveš, lej, bil sem tam, te razumem, kje si in tako naprej. Ste razumeli zdaj, v čem je fora prodaje, zakaj moramo prodati vizijo? Vizijo moramo prodati zato, da bi bili na koncu mi kot tim ali pa mi kot osebe zadovoljni. Da bi te premike znali razumeti. Da bi živeli v eni drugačni zgodbi. Največji problem je, ko gremo v službo s smokom v grlu. To je res težko. Ampak fora pa je v tem, da včasih gremo zato, ker ne vemo, kaj se od nas pričakuje. Kaj od nas vodja sploh hoče. Zato, dragi vodje, tisti, ki ste in tisti, ki še boste, prodajte vizijo svojim navdušenjem. Otrok, velike očke, dobra zgodba. Ok, gremo na naslednji korak. Naslednji korak je podajanje informacij. Kako je to blizu? Vizija in zdaj podajanje informacij. Največji problem, ki ga jaz zaznam v slovenskem menedžmentu je, da si nekateri menedžeri ne vzamejo čas. Imajo občutek, da bi mogli ljudje brati njihove misli. Posebej v kakšnih majhnih, hitro rastočih podjetjih se največkrat v tej komunikaciji zaplete, ker se nimajo časa ali pa ne vzame si časa razlagati smisel, v čem je prednost, da se dogovorimo, kam gremo, da ljudje najdejo to svoje navdušenje znotraj tega. Se pravi, zakaj je to dobro? Za naše podjetje, zakaj je to dobro za našega kupca, zakaj je to dobro za naše sodelavce, zakaj je to dobro za okolico okoli nas. To so zelo pomembne stvari. In dober vodja na koncu, kadar podaja informacije, sprašuje. Kako pa ti misliš, Janez, da bi mogoče ta primer rešili? Kako pa ti, Marjetka, misliš? No, vsak deležnik ga vpraša, kako misli. Ne pametuje, ker ko pametujemo, enostavno ne slišimo nič, ne izvemo nič. Samo drugi ljudje so si vsak po svoje predstavljali te stvari. Zato je zelo neugodna situacija, če recimo imate vi zdaj sestanek z nekom in mu rečete na koncu sestanka tako v šoli, učitelj, no, zdaj pa ponov, kaj smo se naučili. In on reče, poslušaj me. A po drugi strani bi bilo to vprašanje najbolj logično, ker on si je lahko po svoje interpretiral.
Vi ste uporabili premalo besed, niste jih speljali v en cel zgodbo, vi ste samo pam, komanda, ukazi, pum, ste podatke dali, ljudje jih razumemo vsak drugače. Nekdo je kitajsko, nekdo je špansko ali meksikansko. Se pravi, drugačni smo si med sabo. In takrat, če hočeš to razumeti, je zelo pomembno. Zato, ker znanje je moč, navdušenje pa pripelje do sprememb. Se pravi, vi ste lahko doktor znanosti, vse znanje imate, ampak če ga ne znate z navdušenjem povedati nekomu, niste premaknili pravzaprav nič kaj velikega. Zato si zapomnite še enkrat, to si boste zapomnili. Kadar poveste ukaze pam, si zapomnimo ljudje 13%. Kadar jih zaplete v eno zgodbo, prijetno zgodbo, se zapomnimo 93%. Okay? Se pravi, prodati vizijo, pa podajati informacije. Podajanje informacij je super, ker je manj časa porab, da na začetku malo več povemo, kakor da se pol prerekamo, ker se nismo razumeli. In meni najbolj hudo, včasih potem tudi nekateri ljudje zaradi tega odidejo. Naslednja stvar. Dober vodja z navdušenjem daje varnost in smisel. Zdaj pa, seveda, kako kdo to razmišlja, kako to kdo razume? Svoboda izražanja. Ali vi v svojem timu lahko kaj poveste. Glejte, vam bom povedal zdaj najprej slab primer. Slab primer je, ko vodja reče, kadar vam gre kaj narobe, povejte mi, vnaprej mi povejte. In pol ljudje povejo in jim potem na vsakem sestanku to pod nos meče. Ja, saj ste zanč tudi, pa ste mi lagali, pa mi niste povedali. Od tistega trenutka, ki je izkoristil to, najprej jih je pozval, povejte mi, da nam bo lažje, in potem jih je klofutal, od takrat naprej je ustvaril nevarnost namesto varnosti. In je fora v tem, da takrat, ko prideš v smislu vodenja in če hočeš od svojih ljudi maksimalno ven dobiti, ustvari takšno okolje, da se oni dobro počutijo, da si oni upajo povedati. In kadar imaš posebej na štiri oči zaupne napake, ki ti jih je nekdo priznal, jih nikoli več ni izkoristi. Glejte, dostikrat, ljudje vemo, da se bomo enkrat razšli. Vemo, da nam nekaj dobro ne gre. V firmi, glejte, saj veste, vsi psihologi razlagajo, kako imamo tri situacije, v katerih tri načine komunikacije, v katerih se srečamo vsak dan. Kot starš, kot odrasel, kot otrok. Večinoma delamo kot otrok, ne, jaz nisem kriv, oni kriv. Ali kot starš, to naredi, pa ti bo, tako jaz sem šef, tako bo. Ne? Kot odrasel pa redko rečemo, glej, prijatelj, a imava midva problem. Kaj predlagaš? Se pravi, v realnem svetu, če bi bili vsi tako, kot bi morali z navdušenjem, z nekim smislom voditi, bi mogel jaz, kot reči, dragi direktor, dragi kolega, jaz ne vem, nekako se ne najdem v tem timu, vidim, da se borim, ne najdem se, nimam dobrih rezultatov. Jaz mislim, da če mi dovolite, da poiščem novo službo, pa gremo naprej. A se vam dostikrat to zgodi? Ne rečem, da se ne. V nekaterih firmah se. Ampak ni to običajna razlaga. Mi imamo skozi neko vojno stanje. Tekma je vojno stanje. Ko gremo čez cilj, je tekme konc. Biznis je pa kar kontinuiteta. Zdaj se lahko midva skregava, se bova srečala definitivno nekje še. In to je problem. Zato vam pravim, kadar hočete biti dober vodja, dajte varnost pa smisel. Smisel izraža neko vprašanje na koncu, da ko ste nekaj povedali, da vpraša lahko nekdo od vaših podrejenih, a vodja, šef, a ima to kaj povezave s tisto vizijo, ki si nam je na začetku prodal? To, kar si zdaj povedal, a je povezano s tem? In to vprašanje, Bog ne daj ga spluvati, tih bo ugasnil, ne vem kaj. To vprašanje je treba sprejeti kot resno, pa se vprašati, kako sem pa jaz to razložil? Ker hkrati, ko boste dobili ta feedback, pa veste, da imate varnost zagotovljeno, da ste zagotovili varnost, da se vaši ljudje upajo povedati. Ker, glejte, vsak ima svojo zgodbo, nekdo ima doma probleme, nekdo ono, in vam lahko vrže tudi kakšno, cinično, kakšno tako neprimerno opazko. Ampak, kadar se pa počutijo varno in vejo, kam mi skupaj gremo, kadar ste res jih navdušili, da so oni pravi vaši sodelavci, boste zmeraj dobili dober feedback. In ko vas vprašajo, ali je to v povezavi s tem, takrat je ta pravi trenutek.
takrat je ta pravi trenutek, ali dopolnite, da prepričate, ali pa se zamislite, da ste nekaj narobe naredili. Okay? Situacija številka 3. Situacija številka 4. Gradi vodje okoli sebe. Graditi vodje okoli sebe je interesantna zadeva. Dejstvo je, da slab vodja, zdaj to je se tako čudno sliši, ampak ljudje dostikrat vidimo konkurenco. Konkurenca vzpostavi nek vzgib ljubosumja. Vsi psihologi pravijo, da če je da najlažje razložiti ljubosumje, da je zelo močen in trigger za ljubosumje strah pred izgubo. Se pravi, če sem jaz vodja in pride nek mlajši kolega in jaz sem njegov mentor, ga učim in jaz se že v tistem trenutku bojim, da bo on postal vodja namesto mene. Sej to so življenjske situacije in so zafrkne, niso enostavne. Ampak, če gradite vodje na prav način, jaz imam primerov iz prakse ničkoliko, kjer tudi se ta mentoriranec pravi, ne, dokler bom jaz z vodenjem mojega nadrejenega zadovoljen, sem jaz raje človek številka 2. Ko pa bi enkrat ugotovil, da ne gre, pa vse skupaj, verjamem, da tisti, ki gradi vodje okoli sebe, bi že sam rekel, zdaj pa je mogoče čas, da se jaz umaknem v svetovalca tvojega, ti pa prevzameš, ker imaš mlad, ker si energičen, ker si navdušujoč. Zato pravim, dober vodja gradi vodje okoli sebe, to pomeni, da s tem on raste. Vaša blagovna znamka se dviguje, kadar okrog sebe naredite dobre ljudi. In imate kratke trenutke, ko se ustrašite. Kratek trenutek je, ko pridete v eno družbo, pa reče, ko je dober tale, veš, ta malo mater je pa frajer, razume vse skupaj. A vi kot mentor rečete, me bodo zrinili. Zrinili vas bodo, tako kot v biznisu, kadar se ukvarjamo s konkurenco, zmeraj popušimo. Zanimivo, ne? Kadar se pokvarjamo s to svojo vizijo, misijo, kot sem na začetku rekel, pa vam povem, da konkurenca, jaz se fokusiram zmeraj na končnega uporabnika, na kupca. Se pravi, konkurent ga lahko prepriča z lepšimi letaki, jaz ga lahko prepričam s čim drugim. Ne vem, kaj je tista moja prednost, dokler jaz te prednosti ne spoznam, o njej ne diskutiram. In tukaj, ko gradite vodjo okoli sebe, nikoli se ne bati konkurence. Nikoli. Konkurenca te lahko tebe spodbudi, ker jaz dostikrat ugotovim, recimo, pogledajte, lideri mojih let, tu govorimo tam med 45 in 55. V čem je največji problem pri njih? Nehali so brati, nehali so se izobraževati. Digitalno, tako kot sem jaz malo neroden za tele web situacije, webinarje, se ne naučijo. Ampak, če jaz se potrudim, pa se naučim, ali pa poiščem pomoč. Se pravi, dostikrat pridem v firmo in rečemo, ne moramo si nič pomagati s temle možakom. Zakaj? Ker se noče nič naučiti. On je končal faks, on je končal to, on je postal vodja, zdaj, kadar pride v težko situacijo, reče, glejte, fanti, direktor je tako naročil, se zgovori spet na drugega, ne napreduje. Ne napreduje pa zato, ker se neha učiti. Vsi se učimo vsak dan, prav je, da se učimo. In kadar gradite vodjo okoli sebe, verjemite, da je super, da se kak mlad poba pokaže, posebej z vašimi stavki, z vašim znanjem. To pomeni, da je čas, da greste vi naprej. Ali boste šli po lestvici naprej, a se morate pa naučiti biti še jači. Jaz lahko vse vaše stavke skopiram in jih uporabim. Ampak vi boste uspešni, jaz pa ne. Zato, ker je zraven pa še empatija, čustvo in tako naprej. In kadar gradite vodjo okoli sebe, si zapomnite ene stvar, ki mi je ne vem, mislim, moraš biti res hudobec vseh hudobcev, da to ne sprejmeš kot pozitivno. Kad te pokliče šef na 4 oči, pa reče, kolega, vidim, da ti ne gre, da nisi uspešen v svojem poslu. Kaj je narobe? Si bolan, je doma kaj narobe, ti lahko kaj pomagam, kaj lahko narediva? In zdaj tisti človek, ki je, bom rekel, pozitiven, z navdušenjem prišel narediti posel, ne pa iti v službo, pa narediti, kako je ta služba za nič, bo to razumel kot empatičen pogovor z kolegom, šefom, na katerega je tudi pravilni odgovor, dragi kolega, mene ta posel res ne zanima in se mi zdi, da nam nikoli uspešen v tem poslu. To je korekten odgovor. Vsi mislijo, da ti kot šef se nisi z njim pogovoril in ste ga odpustili. Ni to problem. Problem je, da on ni nobene energije več pokazal, ni hotel.
In je prav, da gre drugam. Zaradi tega, ker bo najdu srečo nekje druge, kot pa trpel tle. Ker če en trpi v ekipi, trpimo vsi. Okay? Da ne bom pretiraval. Gradite vodje okrog sebe in grem na naslednjo situacijo. Spodbuja razmišljanje lastnika. Kaj pa zdaj to pomeni? V življenju nam zmanjka lahko ali časa ali pa denarja. So stvari, ki nam umanjkajo. In kadar lastnik dela svoj posel, recimo si predstavljate ustanovitelja, mogoče ste vi eden od njih, takrat je kaj neč tos, znajdeš se. V zasebnem življenju znajdeš se. Bi rad nekaj naredil, znajdeš se. Imaš kolega, ki ti pomaga, pa znajdeš se. Kako po firmi? Ja, meni tega niso povedali, ne vem jaz tega. In se ne znajdeš. Stroj, nimaš odnosa do stroja, ga ne očistiš, ga ne podmažeš, ne vem kaj. Računalnik, ga ne obrišeš. Tam je, tipkovnica je crkvena, pokličite IT-ovca, da mi tipkovnico zameni. Ne obnaša se kot lastnik. Kot lastnik se zmeraj obnašam v tem smislu, da je treba taktiko spremeniti, da je treba percepcijo do nečesa spremeniti. Glejte, mogoče danes niste lastnik, ste zaposleni. Mogoče boste jutri solastnik tega podjetja, ker vi delate, ker se boste pokazali kot dober, navdušen, motiviran človek in vas bodo recimo nagradili. Mogoče boste odprli svoje podjetje. Enkrat sem imel primer, mi je ena kolegica rekla, sem rekel, kako ti je pa všeč tukaj, je rekla, koliko me plačajo, še preveč naredim. Ne? Sem rekel, draga kolegica, veš, kaj je problem? Da če s takim odporom delaš, te tudi drugi ne opazijo, da si mogoče zanimiva roba za na trgu, da bi te nekdo vzel pa rekel, ja, prideš v naš tim. Ne? Ni važno, koliko trenutno imate denar, ni važno, koliko trenutno zaslužite. Važno je, ali tisto, kar počnete, naredite z nekim entuziazmom, nekim veseljem, z neko željo, takrat vas ljudje opazijo. In ko vas ljudje opazijo, pravimo, toliko denarja imaš, kolikor si vreden. Takrat se začne ta zadeva delati. Ne hoditi s svojimi pravicami. Tle pri nas je zelo pomembno to, mislim sindikat, ne, za delavce ni prav. Ne. Delavec je prav, da je plačan, motiviran, nagrajen, vse skupaj in da ga lider prav vodi, če je tako. Ampak, poleg vsega, pa mora on vedeti, zakaj njegovi kupci njega kupujejo. Zdaj pa bo nekdo od vas rekel, Robert, ampak jaz sem v pripravi, jaz sem v skladišču. Ja, vsi imamo kupce, včasih jih imamo znotraj podjetja. Če vi delate v računovodstvu, je direktor vaš kupec, je prodaja vaš kupec, je mogoče še nekdo drug, vsak pravzaprav vaš kupec od sodelavcev, zaradi tega, ker če ste računovodstvo, verjetno imate tudi plače, čez pa kredite, pa tako naprej. Ne? Ko pridemo za kredit prositi ljudje. Je tako. Na banko rabimo za računovodstvo podatke. Se pravi, vsi ti so tvoji kupci. Tudi če nisi direktno v interakciji z vašimi kupci podjetja, imaš kupce znotraj. Zdaj pa je tako. Ali zarenčiš, ali pa rečeš, kako ti lahko pomagam. Koliko te pa stane ta nasmeh? Koliko te stane to, da nekomu rečeš, bi ti pomagal? Zato vam pravim spet, kot sem že prej enkrat rekel, kadar razmišljaš kot lastnik, razmišljaj na ta način, ne premaguj konkurence, ampak pokaž sebe najbolj briljantnega, kar je lahko. In če ti nekdo reče, malo si hecen, ne sprejmete to kot kritiko v tem smislu, da lahko vam je škoda, lahko vam ne vem kaj, ampak če je z argumenti povedal, da ste vi malo hecen, potem to sprejmete kot priložnost, da se izboljšate. Ne sprejmete to kot zamero. Okay? Spodbujanje razmišljanja lastnika, kot da je to moje, kako bom jaz s tem delal in kako želim, da moji kolegi to delajo. Samo to, nič več. Vedno izpostavi zaslužne. Zdaj pa poznamo sistem iz vsakdanjega življenja, ko sem jaz eno idejo na sestanku dal in potem je to idejo moj šef rekel, da je to njegova ideja. Se mi je to že kdaj zgodilo? Ja. Krivica, na svetu je krivica, svet je krivičen. Če že s tem štartam, ne moram zmagati. Jaz pravim, da prav šef bo zmeraj rekel, gledajte, tole pa moj kolega Janez rekel, tole pa gospa Marija predlagala, se mi zdi dobra ideja. In ko pridemo do tistega cilja, da se tudi ta ideja uresniči, rečemo, gledajte, ampak Franci, Peter in Ana, vi ste naredili največ na tem projektu in zato je ta projekt uspešen in jaz vam res čestitam. Vam takoj povem, veste, od koga ne boste nikoli dobili pohvale ali pa vam ne bo nikoli priznal zaslug?
dvomljivcev. Od dvomljivcev, tisti, ki ni iskren do sebe. Ki ima neke težave in tudi ne poišče pomoč za to težavo, ampak enostavno skozi ga je strah, kot sem prej rekel, teh nekih konkurenčnih zgodb. In od dvomljivca ne boš nikoli dobil nekaj potrdila, da si bil ti za nekaj res zaslužen in tako naprej. In vam nekaj povem, medoli si. Se sploh ne sekiram za tega. Ko pride življenje naprej, ko se poteka naprej, se zmeraj pokaže, kdo je kdo. Ti lahko danes delaš še tako kontra mene in dober vodja zmeraj deli zasluge med svoje ljudi. In zdaj vam še nekaj povedal, mladi ljudje prihajajo v firmo, zelo mladi ljudje. Druga varianta, ko sem bil jaz mlad, je bila prva stvar moped, druga stvar izpit za avto. Danes je tu šele na 5., 6. mestu. Najprej je telefon, računalnik, igrice in tako naprej. Moramo razumeti, drug svet, drugače živijo. In kaj si danes želijo mladi, ko pridejo v firmo? Evo, na svoji analiz, kar sem se jaz z njimi pogovarjal. Hočem imeti mentorja, ki je frajer. Hočem imeti nekoga, ki bo jim zgledom pokazal, kako pride do dobrih rezultatov. Ne frajer v tem smislu, da jih nergira, da ima noge na mizi, da ne spoštuje pravila, ampak res frajer, ki mu res rečeš, wow, hvala ti, da si mi to povedal, hvala, da si me to naučil. To je prvo pravilo, ki ga tam mladi želijo. Ta drugi, da ne delajo od 7 do 3 kot starši. Se pravi, da je delo variabilno. Zdaj je to, zdaj pa imamo projekt popoldne, zdaj pa imamo to. Oni hočejo dinamiko, nočejo tega šiht samo delo, zdaj grem domov. Imate tudi nekateri, ampak te zglede smo itak kot starši dobili. Nekateri si res želijo, da bi rekli, aha, zdaj smo pa vsi tle, dajmo danes do 5 dokončati to. Delamo do 3, ampak dajmo do 5 dokončati. To je njim ful fora. Zato, ker si v nekem projektu vključen. In na koncu ta tretja stvar, ki je zelo pomembna in pri mladih, oprostite, in pri meni, in pri starih je, da se čutim soustvarjalnega del rešitve tega posla. Da sem jaz en del v mozaiku uspeha našega podjetja. Evo. Zasluge vam bodo zmeraj dal dober vodja, zmeraj vas bo požal. Dober vodja bo vam mentoriral, vam bo pomagal in slab vodja vas bo zmeraj ignoriral in metal okrog. Zdaj pa, včasih ljudje v velikih sistemih celo zapustijo firmo, zamenjajo službo zaradi tega, ker so pač niso imeli sreče in so imeli slabega vodja. Jaz sem tega ne želim. Moram pa povedati, da včasih se stvari zelo prav pokažejo, mogoče se pa tako pokažejo, da vi najdete drugo zgodbo zase. Ni treba zmeraj trpeti. Prva stvar je zmeraj odločitev, kakor se boš odločil. Ok, in zadnja točka, ki ni zadnja, ampak je lahko tudi prva in vam bom zdaj prebral, je skrbi za obnovo skupnih ciljev. Eko, dober vodja skrbi za to. Jaz, ko si predstavljate zdaj, ko ste bili stari 13 let, kaj ste si želeli? Lahko pričarate nazaj ta trenutek 13 let. Kaj si želel, ko si bil 13 ali pa 15? Kaj si želel? Fanti, Lamborghini, punčke, ne vem kaj, grad, princa, ne vem kaj. Si predstavljate, da bi te želje se takrat uresničile. Lahko je bil to vaš resen cilj. Cilji se spreminjajo. Kako se spreminja svet, se spreminjamo mi, se spreminjajo tudi cilji. Zato dober vodja zmeraj skrbi za obnovo ciljev cele ekipe. Se pravi, cilj mora imeti jasen opis, dobro energijo, mora imeti nek časovni okvir, mora odpirati občutke, dražiti pričakovanja in to se mi zdi, da je naloga dobrega vodje. Dober vodja mora ugotoviti svojim timom, jih poklicati k sebi, pa reči, ok, mater, a mi še delamo to, kar smo se na začetku zmenili? A ima to sploh smisel? Mogoče pa je naša branža se spremenila v tem času. Ne bomo tako, ko doskrat pridem pa rečem, zakaj pa vi to tako delate? Prav zato, ker to že 20 let tako delamo, 30 let tako delamo. In mogoče pa je zdaj čas, da bi malo drugače pogledali. In dober vodja mora poskrbeti za obnovo ciljev iz preprostega razloga, da se sami najdemo v teh ciljih. Če je moj želja, cilj, da se zbudim pred Palmo in živim v Ljubljani, bom najbrž zamudil službo, razen če imam Palmo v dnevni sobi. Če pa je ta Palma nekje na Kanarskih otokih, pa verjetno bom zamudil. Se pravi, če je usmeritev na mojega podjetja in tega posla taka, da bi jaz trpel in bil turoben v Ljubljani, namesto da bi recimo, ne vem, živel drugje, moram jaz razmisliti o sebi. In se vem, kaj boste rekli. Tako kot bi rekel jaz. Imam družino, imam obveznosti, imam skrbi, ne morem kar tako stvari spremeniti.
ali pa nimam dobre analize. Včasih je treba mogoče analizo narediti, pa ugotoviti, kje smo in kaj smo. Kadar skrbi dober vodja, v točki 7 z obnovitev ciljev, je takoj naslednja točka, zopet številka 1, če se spomnite na začetku, proda vizijo. Kadar imamo skupne cilje definirane, ki so adaptirani, obnovljeni, aktualni, je zgodba, da je treba spet prodati to vizijo svojim sodelavcem. In tako se ta krog zaključi. In zdaj, če gledate, kako sem jaz te stvari razlagal, je moje navdušenje v smislu, da bi rad vam povedal, gledajte, na pravi poti ste in mali koraki so, da pridete od točke 1 do 7 in spremenite ful velik stvari. Ljudje bodo čisto drugače gledali na vas. Najbolj pošteni bi bili otroci. Tisti, ki imate srečo v življenju, da delate z otroci, če greste po vseh teh točkah, boste najbolj nagrajeni. Najbrž z nasmehi, najbrž z objemi in s poljubi, za komer čete. Najbolj, bom rekel tako, zadržani, pa mogoče so kakšni inženirji, bolj vase zaprti ljudje. Ampak veste kaj, če vi dobro opazujete, ker dober vodja zmeraj opazuje, ker z opazovanjem veliko premakne, lahko ugotovite, da ko en vaš kolega v pisarni reče, to je pa ful dober, to je podobno, kot če bi nekdo na nogometni zelenici se po kolenih pripeljal, ko je dal gol takole. Ampak njegov način komunikacije je tak. In zato pravim, tako kot recimo, prej, ko sem govoril o izpostavi zasluge, če se spomnite točka 6, bom zdaj reprizo naredil, ampak ena nazaj, izpostavi zaslužne, tisti, ki so zasluženi za to, da je nekaj uspelo. Morate paziti, kako komu poveste. Nekoga morate javno izpostaviti in ga pohvaliti, reče, hvala ti, dragi kolega, zelo si nam dober pomagal. Nekoga morate pa našteti oči, zato ker ne mara te publicitete. In to mora pa vodja sam presoditi, kako s kom govoriti. Ampak ne lagati. Da boste pa nekoga pohvalili, ki nič zaslužil, vas bo pa počas ne jemo več resno. To se tudi dostikrat zgodi, da bi ljudje v želji, da bi bolj motivirali, navduševali ljudi, začnejo si malo zmišljati ali pa normative zmanjšati. Zdaj, v življenju so se normativi zmanjšali. Če dobro gledate, recimo otroci so šli težko, pa so dobili za 110. mesto isto medaljo kot za prvo mesto. Ne vem, v nekih mojih časih mogoče ni bilo tako. Prvi, drugi, tretji, drugi smo pa malo gledali, pa rekli, da bo pa drugič boljša. In zdaj, mislim, da ni treba biti pokroviteljski, ker je to glih nasprotno. Jaz upam, da nisem prehitro govoril, pa gremo na obnovo, gremo na povzetek. Okay? Povzetek je pa vseh teh 7 točk na enem slajdu, zdaj pa vidite, jaz upam, da se kaj vidi, upam, da ni premehno to na vašem monitorju, če imate telefon, malo povečate. Vseh 7 točk sem razložil po tankosti, kako to poteka. Ampak, če rečem prva, prodaj vizijo. Povejte zgodbo, ki navdušuje, ampak najprej naj navdušuje vas. Če vas ne navdušuje, ali morate zgodbo zamenjati, pa nekaj je treba popraviti. Druga, podajanje informacij. Vse informacije se morajo začeti z tem stavkom, ki pove, čemu to delamo. Zakaj? Čemu? Zakaj je to pomembno? Kaj delamo, kaj bomo naredili? In ta tretja, kako. Zdaj pri tem kako, pa jaz dostikrat predlagam, dajte raj vprašati še za mnenje. Nekoga, ki je strokovnjak na varjenju, vi pa ste inženir, dajte ga vprašati, kako bi bilo pa to najboljše narediti, to, kar smo rekli, kar bi radi dosegli. Takrat boste prišli do vrhunskih rezultatov, povsem pa zato, ker bodo ljudje začeli spremljati vas to drugače, ker bo rekli, lej, me posluša, mi prisluhne in lažje sodelujeva. In tle pri drugi točki, če se spomnite, sem rekel, kadar naštevamo, si zapomnimo 13%. Kadar povemo v neki zgodbi, ki je smiselna, ki ima neko zgodbo z našim ciljem, je 93%. Se pravi, bomo skoraj zagotovo dosegli to, da nas bodo ljudje razumeli. In tretja, varnost in smisel. Tle sem si zapisal en povzetek, ne delaj drugim tistega, kar ne želiš, da se zgodi tebi. Ljudje živimo v skupnostih, v mestih, v vaseh. Zakaj? Zato, ker, ne vem, verjetno na začetku, da nas ne bi zveri potovkle, da smo bili varni v nekem skupnosti. In zdaj na koncu smo mi začeli te skupnosti nagajati en drugemu. Je sicer odločitev, ampak ni smisel, da ta tekma že vnaprej izgubljena. Zato pravim, ne delajte ničesar takega drugim, kar ne želite, da se zgodi. Četrta, gradi vodje. Če vidiš smisel, da postaneš boljši človek, pomagaj ljudem okoli sebe, da bodo prišli na višjo stopničko. Ne bodo ministri, ne v tem smislu političnem, ampak ministri v tem, da so odgovorni, zelo visoki
lideri v naši skupnosti, v našem podjetju, kakorkoli. Ampak še vedno se ne bo nikoli kralja pozabilo, nikoli se ne bo pozabilo na vas. Samo ne imeti pričakovanja. Jaz dostikrat vprašam kakšnega vodjo, zakaj si jim dal ne vem, te pozornosti, te neka darilca, nekaj tazga. Kaj pričakuješ nazaj? Eni pričakujejo zvestobo, eni pričakujejo nekaj tazga. Zakaj pa ne bi dal nekaj drugega, spoštovanje, komunikacijo, navdušenje nad njihovim delom? Zakaj tega ne narediš? To je podobno, kot otroka kupuje z igračkami ali pa z sladkarijami. Ne traja dolgo in ni iskreno. Zato, četrti, gradite okoli sebe vrhunske ljudi, da boste zmagali. Peta, razmišljaj kot lastnik, spremeni perspektivo. Tle sem si napisal povzetek. Nekoč boš sam lastnik tega ali novega podjetja in ne razbiraj, preden imaš. Se pravi, revolucija v tem kontekstu, razmišljaj kot lastnik, tudi drugi bodo tu pazili, ampak zelo malo. Vsi mislijo, da sej management sem sedi v pisarnah, nič ne ve. Vse informacije, vsi pogledi tam pridejo do vas. Odgovoren vodja včasih odreagira zaradi skrbi s pametovanjem, z nečim takim, ker si ne vzame časa za pogovarjati se, za komunikacijo, da bi razčistil neke stvari. Ampak imam pa včasih tudi občutek, da na drugi strani imamo veliko željo vodje zmeri kritizirati, kadar nas pa kaj vprašam, mislim, da se pa zabavajo. Mislim, a je to pošteno zdaj? Ne. Včasih je treba tudi dati vodjem priložnost, da se konkretno in pa korektno pogovarjamo en z drugim. In na 6. vprašanje, izpostavi zaslužne. Verjemi vase, bod pošten, hvaležen za vsak kamenček v mozaik, ki ga nekdo naredi. Jaz dostikrat rečem, posebej mlajšim fantom, ko mi rečejo, a imaš ti signal? Jaz ne vem, kaj je signal. In se podučim, se naučim. A imaš ti to aplikacijo? A imaš to Click Meetings? Nikoli slišal, sploh ne vem, zakaj se uporablja. A je to zame pomembno? Mogoče v tem trenutku lahko nekdo drug to namesto mene naredi. Ampak zame je pomembno v tem kontekstu, da sem jaz neko novo znanje dobil, razumel sem njega, kako oni to gledajo, kako oni to danes hitro rešujejo stvari. Včasih se spomnite, 20 let nazaj, 25 let nazaj, kako je bilo? Šel si v knjižnico, vzel 10 knjig, pa si začel premetavati, da prideš do informacij. Danes Wikipedija, ne vem kaj že vse, dobiš informacije v parih sekundah. Je pošteno? Ne, ampak svet je šel naprej. Se pravi, moram poslušati kolege, kaj me je zapovedati. In ko pride meni nekdo pa reče, jaz ne morem več tega posla, da ta posel me bo ubil, pa rečem, koliko časa boš delaš ta posel? Rekel, 3 dni. Za rekel mojster, seveda, ker si ta prvi dan dobil predober posel. Začne se premetli, pol prideš do kartona, pol šele do viličarja ali unga kulija, pol šele naprej, pa šele do računalnika, pa vsega skupaj. Seveda, danes je potreba drugačna, hočemo imeti Instagram menedžerja, hočemo imeti Facebook menedžerja in vzamemo ljudi in damo kompjuter, toplo pisarno in on ne razume tega. Pa se zakaj bi pa razumel? Ampak nekdo mu na začetku ni prodal vizije in je ne razume in je žalosten. In pa sem je žalosten, ko to gledam in rečem, ti razvajen otrok. Ne, ni razvajen. Samo ne informiran. Totalno, nekdo ga je vrgel tam in naštel, kaj ima za narediti in kako je zdaj? Ne gre tako. 7. Reinoviraj cilje. To pa se mi zdi, da je največji problem v tem, da menedžer si mora vzeti čas, da opazuje. Če se spomnite na začetku mojo zgodbo, ko sem rekel, da sem jaz na 38 stopinjah in meni je bilo vroče, vsi moji kolegi so bili na 16 stopinjah in jih je zeblo, res nismo mogli narediti opaznih sprememb skupaj. Jaz sem mislil, da moram vse sam narediti. Vse ponudbe sam narediti, vse poklice sam in vse sestanke sam narediti. Bad. Oni so pa pol nek drobiž pobirali. Ne gre tako. Jaz sem rabil čas, da sem jaz doumel, da ljudje niso slabi, ampak so slabo vodeni. In ta slab vodja sem jaz. In zato je prišlo do teh 7 koščkov v tej zgodbi. Nisem govoril o tehnikalijah, morate imeti CRM, nisem govoril, morate imeti ta program, morate imeti ne vem kaj. Jaz govorim o teh stvarih, ki zmanjkajo. Program imamo, procese imamo naštelane, imamo poslovne funkcije ločene, vse imamo razčiščeno, mater, pa zato pa zmanjka nekih skills, nekih veščin, nekega znanja. In pa pridemo do zapleta. Zdaj pa, verjetno sem že kar dolg in mislim, da je bil povzetek zdaj jasen. Jaz bi naredil še eno stvar. Na koncu imam en poziv za vas.
Če gledate, tlele kliknete lahko gor na prijavi se, ali pa če gledate na tale link robertandolsek.com/prijava in vam ne prodajam nič. Ne maram tega prodajanja, ker zakaj bi vi nekaj kupili, če ne veste, če to rabite. Ampak vam dam nekaj zastonj. To pa je 30-minutni pogovor z mano. To pomeni, da na tale /prijava najdete od spodaj med nekimi stvarmi in boste najdli 30-minutni brezplačni pogovor. Na ta brezplačni pogovor pridete z enim konkretnim praktičnim vprašanjem. Z nekaj, kar se vam dogaja zdaj in bi radi rešili. To vprašanje, mislim, raje bi videl, da je poslovne narave, ampak verjetno posel v življenju je zmeraj sta. Meni tako, ko vprašam koga, pa kdo si ti drugače, pa reče, kako mislite, službeno ali privat? Jaz rekel, jaz vidim eno osebo, koliko vas pa je zdaj tle skupaj. Ne? Ja, prav vem, ne? Tukaj je treba nekako odgovoriti kompleksno. Dosti ljudi reče, moje ime je. Se pravi, v svoji podzavesti govoriš moje ime. Zakaj pa nisi rekel, jaz sem Robert. Ne, moje ime je Robert. Aha, rekel sem mi Robert, drugače sem, ne, jaz sem Robert, jaz vem, da sem Robert. In imam ta obraz, imam to ime. In moram zdaj paziti, da ga ne bom, ne vem, zgubil, da ne bom izpadel tisto, kar ne bi smel biti. Zato vam danes na tem webinarju, ki se zaključuje, upam, da ni bil predolg in nenaporen, predlagam, da če zastojn pa ne moreš podeti, ne? Pejte na robertandolsek.com in dajte se priti na prijavo in vzeti ta 30-minutni pogovor. Nič pa še vzda. Jaz bom pa ful vesel, ko bom dobil feedback. Boste mi rekli, Robert, to je bilo brez veze, Robert, to je bilo dobro, ali pa najrajši problem, pa dajva ta problem rešiti. Če ti špila, pa bom ful srečen. Zdaj pa, a ima kdo kakšno vprašanje? Glejte, ne bojte se vprašati. Enkrat sem v Ameriki bil na seminarju in je na koncu rekel Q&A, je rekel vprašanje in odgovori in vse tiho. Pa rekel, sem pozabil, vi ste iz Evrope, vi nikoli nič ne vprašate. Ker Američan sprašuje. In če ste si vi zdaj vzeli čas, da ste prišli na ta webinar, vprašajte kaj, ne? Nič vas ne košta. Če pa je bolj intimno, pa raje vprašajte pol na tej prijavi, kjer boste dobili mene z vami in to mene blazno veseli. Tako da, hvala za konec. Mogoče, zdaj vidim, da nekdo še tipka, če mogoče kakšno vprašanje. Aha, ok, super, hvala. Evo, jaz imam vprašanje, ga hočete deliti tako, ali ga boste, lahko, Klavdija, kar izvolite, vprašajte. Vas počakam. Ja, hvala tudi nazaj. Ja, nisem videl še vse, ne? Ok, tako da, če je vprašanje, bi zdaj vprašanje, drugače pa vsi tisti, lejte, prijavite se, se pravi, ni nobenih trikov, ker me triki ne zanimajo. Mene zanima samo to, mogoče, ne veste, pa danes sploh nisem povedal, jaz imam cilj pomagati še 100,000 ljudem do konca mojih dni, da odprejo svojih talentov. Zdaj 100,000 je velika cifra, pa tudi niti ne. Ampak res se ukvarjam zelo ena na ena. Aha, hvala. Bom poskusila za storytelling v našem timu. Čakajte se malo. Aha, hvala, predavanje. A je vprašanje, veš kaj, ne vidim? Aha, ni. Ok, tisti, ki imate vprašanje, nisem ga zaznal, če ga še tipkate z veseljem. Ni noben problem, drugače pogledajte, 30 minut for free. Hvala vam, hvala še enkrat. Hvala tudi Tepnec, čeprav smo imeli malo težav na začetku. In do naslednjega. Aha, je vprašanje? Ok. Zanima me kako. Aha, da je kar prebehati. Čak samo. Zanima me kako naj spremenim delovni čas višje izobraženih kljub temu, da je bila zgodba prodana dobro, vendar se upira. Ok, zelo dobro. Lahko odgovorim tako, upam, da je tako, da se mi zdi tako. Glejte, za tisti, ki sprašujete za 30 minut, se morate tle prijaviti na tistem, ki imate koledar noter, da ne bomo se pogovarjali tako. Ampak glejte, glih ta, vi ste vprašali to, kako spremeniti delovni čas višje izobraženih ljudi, kljub temu, da je bila zgodba prodana dobro, vendar se upirajo. Zdaj, vi mislite, da je bila zgodba dobro prodana, če se nekdo upira, nekaj ne špila, ja tako. Zdaj, dostikrat je tudi ena vrednota. Ljudje smo včasih imeli vrednoto, da tiska pa ful veliko časa dela, je pa ful priden, pa ful lojalen firmi. Mene zmeraj zanima, kaj je naredil. Zato, ko ste rekla, kako bi to spremenila, je največji štos, da delate kratke briefinge.
Delate briefinge zjutraj ob kavi stoje, da rečete, ok, ekipa, kaj imaš ti, kaj imate vi za narediti, in preden grejo domov, ali pa če veste, da oni recimo vsi hodijo ob 3 domov, pa rečete, 10 do 3 imamo kratek briefing, ali pa ga sami naredite 1 na 1 z njimi, kaj si danes naredil, kako ti je šlo, kje si imel probleme, kaj lahko jutri rešimo, kaj boš pa zjutraj naredil. Dejansko za tako komunikacijo boste ugotovili, ali je mogoče bila ta prodana zgodba premalo močna, oziroma je niso razumeli. So jo razumeli kot vašo subjektivno razmišljanje, vaša želja, vaša ideja in so se ji malo uprli. Ne? Zato jaz pravim tudi dostikrat, najlažje je iti pred svoj tim pa jim povedati. Mogoče je tudi ena rešitev, da greste obnoviti zgodbo pa obnovite tako, da naredite eno kratko SWOT analizo, se poznate, kaj je slabo, kaj je dobro, kakšne so nevarnosti in prednosti in potem iz tem rečete, ok, zdaj pa dajmo narediti zgodbo za nas. S čim se bomo ukvarjali, kako se bomo ukvarjali. Klavdija, upam, da vam bi ta kratek odgovor pomagal, da boste lahko naredili naslednji korak, v primeru, da ne, ok, so potrdili, da je sicer dobro, ok, to pa naš izobraževalni sistem, to pa je, jaz sem magister, ne bom jaz tipkal noter v tabelo. Jaz poznam ogromno doktorjev, ki radi tipkajo v tabelo, zaradi tega, ker je pač to del življenja in je treba to sprejeti kot del tega. Ker pravite, da so klici za svetovanje po telefonu, je največji problem v mindsetu. Jaz recimo sem ogromno delal na tem področju v Kanadi in jaz sem ljudem najprej govoril, dajte vi me povedati, nehajte prodajati, nehajte svetovati za to, da bodo nekaj ljudje kupili, probajte jih in reševati problem, navduševati. Ampak tu je zdaj že projekt, ki bi vam mogel res razložiti, mogoče pokličete, pa bova lažje, saj v 30 minutah nekaj naredila, vendar pa je tukaj problem v tem, da, veste, če zdaj se jaz sprehajam in nekdo pade v vodo, večina ljudi danes ignorira in pa se najde en mlad fant skoči not in potegne me ven. Ne? In na ta način je treba razlagati. Moj kolega Jure je enkrat rekel, ki se ukvarja s turizmom, da je ena gospa rekla, da niso žličke ali vilčke dovolj dobre, ta prave po dimenziji v tej hiši, počitniški hišci. In je rekel, je začel razgovor z njo tako, rekel, gospa, jaz sem delal na Soči kot ortoped. Eni ljudje niso imeli roke. Je rekla, ne, saj tudi ta vilčka dobra, ampak se veste, tako je v enem določen, ne mislim, da je tudi dobra praksa, ampak je povedal tudi na tak način, da je mislim, da razumela. Da so uporabniki, ok, gledajte, jaz z veseljem, Klavdija, bi o tem se pogovarjal z vami, ker mislim, da moram druge začeti, malo še bolj na začetku in to vas moram vprašati par vprašanj. Z veseljem vam pomagam. Ok? Tako. Kako? Hvala tudi vam, hvala vsem. Se pravi, jaz mislim, da je najlažje, glede na to, da ste videli, kako sva z gospod Klavdijo zdaj podebatirali na tak način, ona piše, jaz odgovarjam, ampak jaz mislim, da je rešitev, da se dobimo na tej, da se prijavite, se pogovorimo. Bodite vi. Kot vodja je največji problem, glejte, ego, kot sem rekel na začetku, ego ni nič slab. Ego pomeni tudi sprejemanje odgovornosti, ego pomeni marsikaj. Ampak ne pa delati nekaj kontra temu, ali pa najhujše mi je, kadar vidim, da nek top management, hujska middle management, kako ne dela z ljudmi. Meni tudi odpustiti človeka ni velika težava, če vem, da je to zanj boljše. Nekoč je prišla ena gospa k meni pa je rekla, odpustili so me. Se je kot to je najboljše, kar se ti je v življenju lahko zgodilo. In ona je rekla, kakšen si ti nesramen. Čez 2 leti je prišla in rekla, Robert, jaz sem šele takrat zaživela, ko sem se začela razmišljati, pokvarjati s tem. Zato vam vsem želim, navdušujte najprej sebe, če se ne morete navdušiti, vprašajte svoje otroke, pa vas bodo oni navdušili z Lego kockami, boste videli sploh, kaj navdušenje pomeni, in pa potem ne delajte tega drugim, kar nočete, da se vam zgodi. Hvala vam še enkrat, lahko noč vsem. Srečno.